Pozdravljeni. Sem Rebeka Žarovnik, na Tehnološkem parku vodim Digital Innovation Hub za Healthwise, kjer podpiramo lokalni zdravstveni ekosistem pri digitalni transformaciji in gradimo bolj inovacijam naklonjeno okolje. Zdaj danes pa vam predstavljamo podjetje Better, lokalni scale-up, ki deluje na področju digitalnega zdravstva, kjer so razvili napredne in inovativne rešitve za zdravstvene organizacije in zdravstvene sisteme na ravni mesta, regij pa celo držav. Zdaj na pogovor sem povabila njihovega direktorja poslovnega razvoja, Anžeta Drolca, ki nam bo pa lahko iz prve roke predstavil njihovo pot, kako so se lotili izziva in kakšne metode so uporabljali pri osvajanju britanskega trga. Zdaj pa Anže, pozdravljen. Živijo, Rebeka. Živijo vsem ostalim. Hvala za povabilo. Super. Zdaj, slišali smo, kako privabiti tuje delavce, da pridejo v Slovenijo, zdaj bomo šli pa obratno, kako Slovenci gremo v tujino in osvojimo tuje trge, tako da me zanima, če sem našla prav podatek, je Better začel z vstopom na mednarodne trge že okoli leta 2010, pa v tem času ste dejansko se utrdili svojo prisotnost na 3 celinah in to kar na 16 trgih. Malo analitike, tako da me zanima, ste že prisotni na 16 trgih, pa lani ste pa podpisali pogodbo z Londonom za implementacijo rešitve celostnega načrtovanja oskrbe na ravni celotnega mesta. Zdaj pač London ni glih Ljubljana, kvečjem 4-krat Slovenija, ne? Pa me zanima, zakaj je to zdaj tako pomembno in na kratko pojasniti, zakaj je London izbral vas, Better, slovenski Better, Okay, hvala, Rebeka. Se pravi, dajmo mogoče samo en koncept tega predavanja, kar sem hotela z Rebeko, ko sem se pogovarjala, vam predstaviti v bistvu, kako lahko slovensko podjetje vstopi na tuj trg in da ne začnemo takoj z neko, ne vem, ali teorijo ali pa s prvimi koraki, se rekla, da je predstaviti, kam nam je ratalo priti v 13 letih, zato ta zgodba v Londonu. Ni toliko poanta, da vam razlagam samo rešitev, ampak da vam mogoče damo z Rebeko nek navdih, da se da, če trdno delaš, če verjameš to, kar delaš, če ne obupaš. Mi smo rabili v bistvu 12 let, da smo prišli do take pogodbe z mestom London. Seveda smo zelo zadovoljni, da nam je to uspelo, ampak dejansko, da smo prišli do te pogodbe, smo mogli uporabiti vsa znanja, izkušnje, poznanstva, razvoj, ki smo ga naredili v teh 12 letih, da smo dejansko lahko tudi uspešno to zmagali, ker tukaj na tem razpisu je bila pač konkurenca mednarodna, v bistvu nismo tekmovali proti slovenskim podjetjem in kar pač hočem povedati je, da se da ne gre čez noč in da na nek način tudi, ko greš v tujino, si seveda moraš zgraditi ime. In je to pomembno tudi za Slovenijo, zaradi tega, ker s takimi rešitvami ali pa s takimi projekti ustvarjamo tudi na nek način izvozne artikle in Slovenci, ker nas je malo, v bistvu je fino, da delamo neko dodano, pač na rešitvah, ki delajo neko dodano vrednost, da uporabljamo svoje znanje, ki ga imamo v bistvu ogromno. London je veliko mesto, 10 milijonov ljudi, za nas je bilo izredno zanimivo, zaradi tega, ker London kot tak ima tudi več kot 40 bolnišnic, več kot 1400 različnih GP-ov, pa imajo ogromno nekih organizacij, ki skrbijo za paciente v nočnem času, urgence in tako naprej. In to je tudi na nek način zelo zalogaj za nas bil, da smo vse to rešitev postavili, povezali vse te sisteme, šolali ljudi in na nek način mi kot podjetje smo v mednarodnem stališču še zmeraj zelo mali, nas je zdaj nekje 170 zaposlenih, imamo sodelavce iz Slovenije večinoma, imamo pa vedno več tudi tujcev, lokalno ekipo v Angliji, ekipo v Nemčiji, neke tuje strokovnjake, s katerimi sodelujemo. In pa seveda tudi kar veliko mrežo partnerjev in vsi skupaj smo delali na tem projektu Londona celo leto, da smo v bistvu ga spravili v življenje. Tako da je bil en tak kompleksen izziv, kjer smo mogli pokazati vse svoje znanje in izkušnje. Hkrati
pa ko imaš enkrat tak velik projekt ali pa tako referenco, je pa tudi zelo koristna in pa pomembna za naprej. Zato, ker ljudje na nek način smo tako narejeni, da ko vidiš neko zgodbo o uspehu, takrat začneš verjeti. Ne vem, zakaj Slovenci, se mi zdi, smo še ekstra narejeni tako, da rajš slišimo zgodbe iz tujine, kot da bi podprli neka slovenska podjetja, pa ne govorim samo za našo branžo, za vse. Nam se je že dogajalo, da smo slišali od naših slovenskih kolegov ali pa potencialnih strank, da so slišali za rešitve v tujini, za katere se je izkazalo, da smo jih v bistvu mi naredili, ampak ker niso vedeli, da smo jih mi naredili, se jim je zdelo super. Tako da, tle je mogoče tudi en tak apel tej skupini, ko se boste pogovarjali okoli ali pa tudi sami, da presekamo to, dajmo si zaupati, ker imamo znanje, ker imamo izkušnje in dejansko lahko dosežemo marsikaj, ne samo doma, ampak tudi na tujih trgih. Odlično povedano, res se mi zdi tudi tehnološki park, da se stremimo v tem, da probamo čim bolj izpostaviti, kaj se lokalno zgradi in kje so uspešna raznovrstna podjetja, ne, ker tle imamo na vseh možnih področjih frontrunnerje, bom rekla, ne. Vi ste samo eni izmed njih, tako da super. Pa če greva na to najino debato, pač kako ste sploh začeli v Združenem kraljestvu? Kako ste vedeli, da je to, rekel, prostor za vas, ali pa da vaš izdelek primeren za nje? Ja. To je tricky question, ne? V bistvu nismo vedeli. Mogoče malo zgodovine, pač malo, kako so vse skupaj začeli. Mi 12 let nazaj, ali pa 13, no, čas beži, takrat se je zgodila ta kriza v Sloveniji, 2008, do nas je prišlo to malo kasneje, 2009-2010. Naše podjetje je takrat imelo v bistvu stranke samo v Sloveniji in še to je bil to bolj kot javni sektor. In ko se je zgodila ta kriza, je za nas to predstavljalo na nek način zelo eksistencialno grožnjo, ker so se krčili državni budžeti in takrat se je naš direktor, Tomaž Gornik, se mogoče ga kdo od vas pozna, odločil, da bi v bistvu želel delati tudi kaj v tujini, zato da nismo odvisni samo od slovenskega trga. Kakor je Slovenija lepa, koliko je ogromno nekih priložnosti, ko enkrat začneš delati v tujini, vidiš, da je Slovenija res majhen trg. Po kadrih, ki jih imamo na voljo, po končni fazi budžetu, ki je na voljo, po partnerjih in imamo na nek način omejene možnosti, kakšne priložnosti sploh lahko razvijamo in kakšen je potencial za posamezno podjetje. Sploh, če se enkrat greš neko produktno orientirano strategijo, da ne delaš nekih projektov z različnimi strankami. In na nek način je bilo pač ta 2009-2010 za nas prelomno, eno se je zgodila ta kriza, drugo, kar je bil pa splet okoliščin, mi smo sicer že delali v tistem trenutku že več kot že takrat 15 let v zdravstvu, tako da smo imeli izkušnje z zdravstvom, ampak v Sloveniji enostavno po vsem tem času tudi ni bilo veliko budžeta za zdravstvo. Nažalost je digitalizacija v zdravstvu v Sloveniji zelo podhranjena in ni bil to na nek način fokus podjetja. No in takrat 2010 smo pa potem zmagali na razpisu za digitalizacijo pediatrične klinike, bila je nova zgradba takrat, poleg nove opreme so se že želeli tudi nov IT sistem, so šli na razpis in tukaj je bil pa en kup teh na nek način okoliščin, ki so nas pripeljali do tega, da smo danes sploh v zdravstvu. Prvič, ta tender smo vzeli malo tako, mogoče ne čist resno, nismo niti verjeli, da bomo zmagali, zato ker v teh razpisih nikoli ne veš več loterije kot namena. In mi zmagamo ta razpis, to je bil nekako prvi element. Potem drugi element je bil, da se je takrat naš direktor, Tomaž Gornik, zelo navdušil nad tem zdravstvom, ko je začel gledati v bistvu, kaj moramo pokriti za pediatrijo, začel je brati, začel je študirati različne članke in je ugotovil, da je v bistvu zdravstvo povsod po svetu, sploh digitalizacija odzadaj za drugimi industrijami. In ker smo že bili v zdravstvu, smo imeli nekaj izkušenj, v glavnem cel segment ga je zelo potegnil in je začel študirati. Pol pa še v duhu te krize, smo začeli gledati, očitno je potencial na tujih trgih, dajmo probati to, kar delamo, kar smo do zdaj delali v Sloveniji, to, kar smo na nek način začeli delati na pediatriji, lahko kaj od tega prenesemo v tujino. Ni bilo direktno ta odgovor, da imaš ti product market fit, ni enostavno doseči. To ni nekaj, kar se zgodi čez noč. In smo rabili kar nekaj časa, v bistvu, da smo hodili po različnih trgih in da smo v bistvu začeli ugotavljati, kaj točno je tisto, kar
bi lahko mi iz Slovenije prenesli na tuje trge. Zanimivo je bilo tudi to, da smo recimo skozi to, ko smo brali različne dokumente, smo prišli, za nas je ključen, se ne bom šel preveč v detajle, ampak za nas je bil ključen nek standard, ki se mu reče OpenEHR, ki definira, kako so podatki shranjeni v zdravstvu na način, da niso odvisni od posameznih aplikacij, ker kar smo ugotovili zelo hitro je to, da mi, ko razvijamo IT sisteme, če smo prepustili našim IT inženirjem, da so oni delali baze podatkov za nas, smo končali z konfuznimi podatkovnimi zbirkami, ki jih še sami na koncu smo več dobro razumeli, kaj šele zdravstvo, in na nek način nas je to omejevali, kako razvijati. In ker smo videli, da bo na pediatriji izziv razviti vse, kar so si oni zamislili, smo na nek način skozi izkušnje, ki smo jih imeli v zdravstvu, razumeli, da moramo stvari narediti drugače. No in potem smo najdeli ta standard OpenEHR in smo rekli, ok, dajmo razvijati nad tem. Takrat še nismo niti razmišljali, da bi s tem delali produkt po svetu, ampak smo probali rešiti naš problem kot razvojno podjetje. Potem smo takrat začeli malo bolj tuhtati, kaj bi delali v tujini, in smo se povezali z različnimi tudi zunanjimi podjetji. Eno od teh delavnic je bilo recimo tale, kako narediti business canvas. In smo dobili neke zunanje svetovalce in so rekli, ok, teorijo so nam razložili, pa so nas dali pa v sobo, pa so rekli, dajmo narediti business canvas za tole vašo zgodbo na pediatriji, če bi iz tega lahko naredili nek posel. In to mi začnemo delati, predstavljamo tiste post-ite. In v bistvu, kar smo ugotovili na tej delavnici je, da mi nimamo enega produkta, ampak da moramo na nek način se interno razdeliti na dva. In ena skupina mora delati klinične aplikacije, druga skupina se mora pa organizirati okrog, takrat smo temu rekli, repozitorij kliničnih podatkov, oziroma smo, mislim, da zelo hitro rekli, da bo to platforma za podatke. In to je bilo že zelo na začetku, takoj ko smo začeli delati za pediatrijo, je bil to na nek način tak, niti ne zelo načrten korak, ampak se je zgodil, ker smo pač probavali te delavnice, smo rekli, ok, dajmo dve skupini narediti. In potem smo se orientirali, ena skupina je delala klinične aplikacije, ena skupina je pa razvijala to platformo. In skozi to smo na nek način se začeli tudi fokusirati in iskati priložnosti za en sklop in za drug sklop. Zdaj, kako v tujini ugotoviti, ali imaš fit ali ne, eno je seveda desktop research, ampak to vam lahko iz vlastnih izkušenj povem, da to je mogoče toliko fajn, da malo vidiš, da si kaj prebereš, da ko prideš na tuj trg, da se znaš pogovarjati, da ne začneš čez nule, ampak če želiš resno go-to-market strategijo, če želiš pogruntati ta product market fit, moraš iti ven in se pogovarjati z različnimi deležniki. In v prvi fazi je to naredil Tomaž, ki je pač želel poiskati priložnosti v tujini in je začel potovati po svetu, po različnih konferencah, ker takrat pač ni poznal ključnih stakeholderjev in se spomnim, da v bistvu je začel hoditi na konference povezane z digitalizacijo zdravstva, gledati konkurenco, kaj dela konkurenca, pogovarjati se z različnimi stakeholderji, kaj razmišljajo, kaj rešujejo, malo spremljati v bistvu, kaj države investirajo in tako naprej. Se pravi, kam gre budžet za digitalizacijo zdravstva, kje so največji problemi. In skozi to smo začeli dobivati občutek za trg. Zdaj, jaz ne vem, kako je v drugih industrijah, ampak zdravstvo se je izkazalo, da so prodajni cikli izredno dolgi. Se pravi, pri nas smo gledali, pa še zdaj je cikl prodajni leto pa pol do dve. Kar pomeni, da sicer moraš imeti neko financiranje. Mi smo imeli srečo, da smo imeli neke stabilne posle, s katerimi smo lahko financirali ta razvoj te vertikale, ampak predvsem ne smeš obupati. To mogoče še enkrat izpostavim, ker to, da smo mi prišli do prve stranke v tujini, take resne, mislim, da je trajalo v Angliji, verjetno vsaj 4 leta, če ne še več, za začetek. Smo sicer dobili nekaj drugih strank izven Anglije, manjši zneski, ampak tako, da se nam je resno trg začel odpirati, je bilo pa šele potem čez 4-5 let, kjer smo prišli do prve bolnice. In zdaj, kako se vse skupaj začel, je bilo v bistvu, tako kot pravim, treba bilo veliko potovati in treba se bilo veliko pogovarjati. In brez nekih pričakovanj in predvsem biti zelo odprt na teh konferencah in poslušati, kaj se dogaja. In tako na enih od teh sestankov je Tomaž bil na konferenci v Angliji in je v bistvu prepoznal, da takrat okrog leta 2012 je Anglija bilo zelo zanimivo. Oni so dali 10 milijard funtov v
program, ki so mu rekli National Project for Healthcare IT, in so hoteli zgraditi enoten sistem za digitalizacijo, se pravi enoten klinični informacijski sistem za vse bolnice, za cel primar. Gradili so ga 10 let, dali so 10 milijard in po 10 letih so ugotovili, da to ne gre, so vse skupaj ugasnili, so vrgli 10 milijard stran. In to je mogoče tudi en od teh take-awayov za danes, da tudi, če gledaš z vidika financiranja, ker v Sloveniji imamo malo to mentaliteto, nekaj naredimo in če v prvo ni okej, skritiziramo in potem kar nočemo več evolucije naprej delati. To se je izkazalo tudi pri projektih e-zdravja v Sloveniji, verjetno ste kaj zasledili, smo imeli e-recept, e-napotnico, veliko je bilo enih besed, kaj ni okej in tako, ampak nič hudega. Danes imamo mi to veliko bolj digitaliziran kot marsikje v Evropi, ampak iz tega, kar smo do zdaj naredili, bi se mogli naučiti, identificirati, kaj ne funkcionira in narediti naslednjo iteracijo, da bi to izboljšali. To so taki kompleksni sistemi, da ne moš prvo v bistvu zadeti. Ampak, če gremo nazaj v Anglijo, hočem reči, moramo se tudi take stvari kot Slovenci učiti iz tujih trgov, da ni narobe, če gre kaj narobe, pač se treba od tega naučiti in iti naprej. V glavnem Anglija je takrat ugotovila, da za enim sistemom za celo Anglijo ne bo šlo in so potem obrali drugo strategijo in so rekli, ok, zdaj pa dajmo graditi modularno. Temu so rekli v Angliji best of breed in so rekli, bolnicam, poiščite si rešitve, ki vam bojo pokrili različne področja poslovanja bolnice, od upravljanja zdravili, do zdravstvene nege, do laboratorijev, do vodenja operacijskih sob in tako naprej. In si sestavite rešitve, ki vam pomagajo. No, in takrat se je izkazalo, ker Tomaž hodil naokrog, da v bistvu več kot 60 ali pa celo 70% bolnic ni imel modula za predpisovanje in dajanje zdravil. In če gremo nazaj na naključje, smo mi, ko smo v bistvu razvijali ta klinični informacijski sistem za pediatrično kliniko, je bil en od modulov, ki smo ga mogli zgraditi po pogodbi, ravno ta modul za zdravila. In tukaj je Tomaž rekel, ok, to bi pa, sliši se kot good fit, se pravi, če 70% bolnic tega nima in UK je bil zelo mislim, še zdaj, vsako leto namenja kar velike vsote budžeta za digitalizacijo. In takrat so rekli, da bodo dali, mislim, da 70 milijonov funtov v roku parih let, zato da bolnice kupijo tako rešitev. In v bistvu, kaj nam je to nakazali, je, da smo, se pravi, prepoznali smo neko potrebo. Bilo je v Angliji zelo dobro pozicionirano, zakaj treba digitalizirati te procese in je bila na nek način zahteva iz NHS-a in njihova organizacija, ki vodi smernice v zdravstvu, da digitalizacija je nujna in dali so na voljo budžet. Se pravi, trg je bil na nek način zrel in pojavljali so se prvi tenderji. In potem je prišel iz enih teh potovanj, se spomnim nazaj in jaz sem glih vodil razvoj tega modula skupaj z drugimi. Rekel, že malo boš mogel v Anglijo. Sem rekel, res, za koliko časa pa? Rekel, ja ne vem, tle je priložnost, dajmo pogledati, če ta produkt, ki smo ga delali v Sloveniji, če paše. No, in pač to je bilo 2012 smo mi začeli v Anglijo zares hoditi, ali pa ko sem šel ta prvič. In ne vem, pač jaz se nisem kaj zelo obremenjeval. Jaz sem pač verjel, da to, kar smo gradili tukaj v Sloveniji, da je dober, ker smo razvijali pa za končnimi uporabniki z farmacevti, medicinskimi sestrami in zdravniki in smo se osredotočili, da rešimo njihov problem za to IT rešitvijo in ne samo, da razvijamo nek program, samo zato, da ga razvijamo. In smo v bistvu to začeli z tega vidika uporabnikov razvijati in se me je zdelo, da ok, če je pač to z vidika medicinskega osebja narejeno, ne more biti v Angliji toliko drugače kot v Sloveniji. Pa še en splet okoliščin je bil spet čisto slučajno, takrat, ko smo se mi tega lotili, mi nismo imeli modula za zdravila odprej, niti noben na podjetju ni vedel, kaj je to za eno področje in sem delal pa vse en dosti desktop researcha in sem najdel neke članke in smernice in usmeritve od NHS-a angleškega, kako v bistvu zasnovati te sisteme in smo uporabili to, ker je bilo ogromno enih stvari dobro definiranih. In mogoče tle spet en nasvet za sobo, raziščite, kaj je v zuniji in če je kaj, kar je nekdo že pogruntal, preberite si in izumljite tople vode, ker vam lahko prihrani ogromno časa. Hkrati pa, ker smo mi zgradili to po teh smernicah angleških,
ko je prišel ta trenutek, pejmo na angleški trg, smo v bistvu imeli osnovne zahteve za angleški trg pokrite, ker smo delali po angleških smernicah in je bilo tako, to ne bo prihranilo malo kakšno energijo. No in pa sem šel na par teh sestankov, se prav spomnim, imeli smo en mesec, da pripravimo z lokalno ekipo neko predstavitev tega modula na eni konferenci v Newcastlu. In jaz sem pač pokazal, kaj smo do takrat naredili, tam je bil en klinični farmacevt v sobi in je rekel, super, s tem pa lahko delamo. Sem si mislil, ko to misliš, s tem lahko delamo. No, v glavnem izkazalo se je, da takrat mogoče smo imeli 10% narejen tega, kar je Anglija zahtevala, ampak v Sloveniji pa kar ni bilo nič, je bilo pa v bistvu kar v redu. Ampak se nismo dali, smo rekli, imeli smo pa tega kliničnega farmacevta, ki nam je povedal, kaj nam še vse manjka. Imeli smo tisto konferenco, takrat smo skupaj s produktno ekipo naredili dovolj za demo, kar nam je falilo, smo naredili za slajdi in smo to v bistvu pičali. Tako da, te začetki so bili taki grobi. No? In predvsem, kar hočem reči, je v tem sklopu, če se odločate za tuji trg, mogoče zberite, kjer tuji trg, zberite feedback, pogovarjajte se, pejte na pot, najte različne stakeholderje, sprašujte jih, poslušajte, predvsem pa probite pičati. Hkrati to svojo idejo probi pičati, zato da vidiš, ali funkcionira ali ne in kaj ne funkcionira, je ves čas, je samo treba pa v bistvu prilagajati. Zanimivo, v resnici vam je angleški trg pomaga sooblikovati to, kar imate zdaj kot produkt tudi za ostale državne, druge trge. Je bil prvi ta največji, torej trg, UK je bil na nek način naš prvi trg, na katerega smo se resno fokusirali kot trg. Hkrati smo pa v bistvu iskali priložnosti še tudi po drugih evropskih državah. Vse skozi to smo prišli do tega, da imamo danes stranke na 16 ali zdaj 117 trgih, ampak skozi smo sistematično razvijali en trg, je bil pa UK prvi. Kako so vas pa bom rekla, sprejeli tam, ker tudi za take male države, kot je Slovenija, v Anglijo, nisi iz enega znanega nemškega mesta ali pa iz Amerike, je le drug pristop, po mojem. Kaj jih je, mislim, kako so vas sprejeli, koliko časa, so bili še dodatni nekaj izzivi, zato ko ste iz Slovenije, ali to sploh ni predstavljalo? Mislim, en izziv, ki je ta, da pač nimaš dostopa do trga in če se hočeš pogovarjati z ljudmi, je bilo treba pač iz Slovenije potovati. In jaz se spomnim, in to je bil ključen del tega našega uspeha. Mogli smo biti fizično tam prisotni, ker to je bilo še pred covidom in pred covidom ljudje nismo bili navajeni na razne Zoom, virtualne klice in je bil ta osebni kontakt zelo pomemben, tudi če je bila samo kava, tudi če je bil nek čist uvodni pogovor. In se spomnim, da takrat so pol s Tomažem, Tomaž je hodil naokoli, pa je delal bolj ta poslovni del, jaz sem poznal pa produkt in sem pomagal pičati produkt pač bolnicam. On je malo odprl in začel graditi osnovni network, pol pa skozi to, kar se je on pogovarjal, sem jaz si začel graditi tudi svoj network. Prav, jaz nisem imel nikoli občutka, da je bil to problem, da smo mi iz ene Slovenije, ampak je bilo pomembno, da smo bili tam. Spomnim se, da smo tam tik pred covidom, ko smo že imeli tudi kakšno stranko v UK-ju, takrat jih je bilo že nepar, ampak v tistem trenutku smo res veliko potovali. Jaz sem malo računal, da vam dam eno številko, jaz mislim, da takrat smo bili 3, ko smo bili aktivni na UK trgu, mislim, da smo imeli sigurno 150 poti v celem letu, vsi 3. Jaz sem bil takrat, se spomnim, 1 leto pred covidom, vsak mesec 3 tedne na poti, pa isto Tomaž, tako da takrat je bilo smo bili veliko tam. Ampak je bilo pomembno zaradi tega, ker ko so te ljudje videli, ko so videli, da prideš na sestanek, da prideš tudi v kakšne bolj zakotne kraje, kot je London, nekako dobiš, si gradiš ta trust. Hkrati pa seveda, ko si enkrat tam, kar jih je pa prepričalo, je pa to, da smo poznali domeno. Ker mi smo začeli graditi, se pravi, eno je bil ta modul za zdravila, hkrati smo gradili pa to platformo za shranjevanje podatkov, ker kar smo ugotovili v Sloveniji in je isto veljalo v UK-ju, da s tem, ko so šli oni iz tega, ko so hodili zgraditi enotni sistem za zdravstvo, v ta modularni sistem, so pa v bistvu izgubili prednost enotnega kartona pacienta. In tudi tako, ko smo mi se z njimi pogovarjali, v bistvu pa, ko smo sami raziskovali, zakaj so podatki pomembni za zdravstvo,
smo v bistvu ugotovili, da v bistvu tudi ambicija, zakaj so oni hoteli enotni sistem, je ravno ta, da bi zgradili enoten karton pacienta, ampak so šli z napačnega konca in zato ni uspelo. In zdaj, ko so začeli oni graditi ekosistem različnih modulov, ker ga niso gradili nad podatki, se jim je to začelo isto podirati. In to se jim je zdaj isto izkazalo, čez 10 let kasneje ta pristop teh best of breed tudi ni uspel. In mi smo bili mogoče malo pred časom, ker smo že 10 let ali pa 2012, smo začeli govoriti, da rabijo podatke v središču. In smo jih mi v bistvu na nek način smo jih challengeli. Smo rekli, glej, razmišljajte o tem. Dali smo jim rešitve, se pravi, nismo direktno prodali produkt, ampak smo jim probali, mi smo zelo dobro poznali domeno in digitalizacije zdravstva, poznali smo domeno zdravil, ki je bil v bistvu naš tak nišni produkt, ki nam je odprl vrata v bolnicah, ampak hkrati smo pa potem izkoristili, ko smo se začeli o zdravilih pogovarjati, da smo jim razložili tudi, zakaj digitalizacija in zakaj je treba to digitalizacijo narediti na nivoju podatkov. Tako da ni bil problem, da smo mi Slovenci, seveda smo jim mogli pa nekaj zanimivega ponuditi. In ker smo obvladali domeno, ker smo bili aktivni tudi vsa ta leta, ker smo hodili po konferencah, smo razumeli trende in kar je zelo zanimivo bilo vsem lokalcem, izkaže se, da te velike države ne potujejo kaj veliko. Zdaj letos, ali pa zadnjem letu pa pol sem ugotovil, da Nizozemci radi potujejo in jih je lažje dobiti na kakšni konferenci kot doma, ampak Angleži so navajeni, oni so, niso navajeni toliko potovati, no. Oni so doma, imajo velik trg, zgodovinsko so imeli veliko inovacij in ko smo mi prišli in smo jim začeli razlagati o tem, kaj se dogaja po Evropi, na kaj morajo paziti, in je bilo to kar zanimivo. In na nek način smo se skozi to zgradili tudi kredibilnost in to nam je dalo tudi možnosti, da smo sodelovali na raznih konferencah. Je pa res, da malo pa paše tudi malo pa fajn, da si začetniško naiven, ker če bi mi šli ven z strahom, pa smo Slovenci, pa mehni, pa znamo, pa ne, mogoče se niti ne spravaš na avion. Moraš iti, moraš si zaupati, ne veš vsega, malo moraš biti tudi ponižen, da ne spadaš pametnjakovič, ampak za stvari, ki smo jih pa naštudirali, smo jih pa res, smo bili pa samozavestni, da jih dobro poznamo in smo jim znali skozi to zgraditi nek interes. In tudi, če gremo nazaj na ta modul zdravil, naša taktika je bila, ker smo ves čas je bil na nek način poslovna strategija podjetja je bila, da smo produktno podjetje, da ne delamo storitev, da ne delamo posameznih projektov. Želeli smo predvsem graditi zgodbo okrog platforme, ker verjamemo, da okrog tega lahko naredimo tudi večji ekosistem. Ampak ker smo bili malo prehitri, ker v bistvu trg še niti ni razumel, zakaj rabijo podatke, ker še niso čutili te bolečine teh razdrobljenih IT sistemov v zdravstvu, ni bilo na nek način trga, da bi kupovali platformo, se pravi, ni bilo budžeta za to. In smo rekli, ok, tukaj nam ta naša zdravila pride, modul za zdravila pride prav, ker je bila vertikala nad platformom, ki je rešila zelo konkreten problem. In smo imeli jasno, komu prodajamo. Vedeli smo, da so to splošne bolnice, pa psihiatrične bolnišnice. Vedeli smo, da se moramo pogovarjati z kliničnimi farmacevti. Ugotovili smo, da so nam ključni stakeholderji tudi medicinske sestre in šele na koncu zdravniki. In smo hodili na konference, kjer smo pač zelo konkretno razlagali ta produkt. Razumeli smo zelo dobro tudi konkurenco, ki je bila na trgu, ki je bila na srečo za nami, ker smo mi začeli z nule, ker smo delali nad UK standardi in smo bili kar dobro pozicionirani. Je pa res, Rebeka, to, ko sem me sprašvala, smo imeli pa na začetku zelo velik problem, ker smo bili slovensko podjetje na UK trgu, brez lokalnih referenc in samo z v bistvu eno ali pa dvema referencama doma. In čeprav smo imeli po funkcionalnostih, po moderni arhitekturi in po vsem boljši produkt, smo na začetku malce kje izgubili, zato ker pač smo bili iz Slovenije. In zdaj, tukaj pride ena taktika, ne moreš začeti v Londonu, ne? In zato sem rekel, da pač do Londona smo na nek način rabili 12 let ali pa 10, odvisno kako šteješ, ker za London pač nismo imeli kredibilnosti ali pa imena, ali pa se še nismo dokazali. In mi smo pač mogli začeti na jugu. Nažalost, v vseh državah je tako, da jug je tisti, ki so čudni. Na jug noben noče iti. Jug Anglije ali jug Anglije? Aha, ne, jug Anglije. Ne se vsem, kjerokoli državo vzameš. Zdaj sem zadnje leto pa pol sem na Nizozemskem, verjel ali ne, jug Nizozemske je poden, noben noče kaj. Pa je jug Nizozemske veliko bolj razvit kot kjerokoli druga država v Evropi, ampak oni so ker se noben z njimi ne bo ukvarjal. Tako da
To je na nek način del taktike, ki funkcionira in mogoče vam dam lahko kot nasvet, ko boste razmišljali o tujih trgih, najte tisti del tujega trga, ki je manj razvit, to je ponovadi jug. No, in ker tam te pa bolj sprejmejo. Zakaj? Zato, ker lokalci nočejo tja, ker se jim zdi odveč. In mi smo tako v Angliji začeli Plymouth, če pogledate na zemljevidu, to je jugozahod, to je iz Londona z vlakom 7 ur, če imaš srečo. Pa moš priti pa še od letališča do Paddingtona, kar je uro pa pol. V glavnem do Plymoutha priti je bilo tako pol dneva. Jaz, ko sem štartil tle iz Ljubljane, sem rekel, no, čez 24 ur bom tam, če šlo vse po sreči. To je bilo res. Ne, ampak je bilo by design, zato ker pač v Plymouth ni noben hotel iti od lokalcev, noben se z njimi ni ukvarjal. Njim se je zdelo pa pol super, da pa eno podjetje iz Slovenije pa pride toliko daleč in se z njimi ukvarjamo in jih poslušamo in jim pomagamo rešiti problem. In z njimi smo naredili v bistvu prvo pogodbo. Vse je trajalo in to je pa pol nasleden. Zdaj jaz ne vem, kako v drugih industrijah, zdravstvo je res izziv. Ker je to public sektor, ker je public funding, pa rabiš razpise, pa nobenemu se ne mudi, ni nobenega urgencija, čeprav vejo, da rabijo. Tako da mi smo rabili, na koncu je bilo 4-5 let, da smo z njimi podpisali za res. Mogoče je bilo prej, ko smo začeli z njimi, prej smo kakšno leto, 2 smo hodili v Anglijo, no glavno, kakorkoli. Trajalo je sigurno 3 leta, da smo podpisali pogodbo, vmes smo bili pa pri njih, ne vem, sem malo s kolegom štela, jaz bi rekel, da vsaj 50krat en in drug. Je pa res, tukaj je pa še en moment, ki je zelo pomemben, da smo jih uspeli dobiti v Slovenijo. Tako da ne podcenjevati pa domačega trga, če imate domačo referenco, povabite stranke domov in naj si pridejo pogledati, kaj ste naredili. In v bistvu, če zdaj pogledam nazaj, vsi, ki smo jih povabili v Slovenijo k nam in vsi, ki so prišli v Slovenijo, so dejansko danes tudi naše stranke. To je z več vidikov. Ta peer-to-peer review, ne? Dejansko kar iz svojega... Tako, ja, tako. Ja, ampak eno je to, absolutno na koncu je, če se potencialna vaša stranka pogovarja z recimo obstoječo stranko, to je veliko več vreden kot kjerkoli vaš pitch, tako da te reference so pomembne. Zato pravim, da je zdaj ta pogodba z Londonom zelo pomembna, ker je to pač zelo vidna stranka in ki se je pripravljena pogovarjati z drugimi in deliti svoje izkušnje. In isto je bilo pač, ko smo se mi pogovarjali z Plymouthom, seveda to je en element, drugi element je, mislim, da ste verjetno že tudi videli v medijih, da na nek način je to, kar delaš, je people's business in moraš zgraditi nek odnos. In s tem, ko je nekdo prišel v Slovenijo, pomeni, da smo bili skupaj 2-3 dni, tako da je zelo pomembno tudi, kako jih gostiš, da jih ne vem, prejš iskati na letališče, da si z njimi, mi smo jih peljali na Bled ali pa v Portorož. Pa Slovenija je mala in so vsi navdušeni nad Slovenijo in tem morjem in gorami in tako. In pač si z njimi, no, in jih poslušaš in ti povejo, kaj delajo, kaj razmišljajo in hkrati pol imaš neke delavnice, smo jih pripravili vedno za njih in nikoli niso bile osredotočene samo na produkt, da bi to dejansko prodajali, ampak na neko širšo zgodbo, da so oni videli, ok, z nami lahko rešijo en del, ampak v ozadju je neka večja zgodba. Zelo jih je navdušilo tudi, ko smo govorili o neki viziji, pa roadmapu za naprej, ker so videli, da to ni, imamo to in konc, ampak so videli, da razmišljamo, da imamo ideje in to jih je navdušilo. Tako da to so pomembni elementi, tako da če razmišljate o tem stopu na tuj trg, definitivno izkoristite Slovenijo in to, kar imamo. Pustimo zdaj, da je mogoče težko priti v Slovenijo, ker nimamo nobenih letal, ne? To je svojevrsten problem. London se še da. Ja, London se še da, ja. Tako, kam drugam je pa kar obup. To je eno od izzivov, ampak recimo imaš pa malo Zagreb, pa Benetke, pa gre. Tako da ja, če mogoče ta del malo povzamem, ključno je bilo, da smo mi bili pač tisti, ki smo razumeli domeno, ki smo imeli nek thought leadership, da nismo samo funkcionalnosti naštevali in da smo znali graditi ta odnos. Ker gradiš pač vsaj v tem poslu, ko smo mi, je vseeno to business to business na nek način, je ta odnos izredno pomemben, sploh pa zato, ker na podlagi uspešne stranke lahko gradiš pol naslednjo. In tako smo v bistvu zidali proti Londonu. Začeli smo s Plymouthom čisto jugozahodno, naša naslednja stranka je bila pol malo bolj severno Somerset, ki je bil sam še 3-4 ure ven iz Londona,
pol smo prišli tam nekam do Oxforda, pol tudi na severu smo okrog Manchestra dobili neke prve stranke. V glavnem z več strani smo v bistvu nekako zidali do glavnega mesta, kjer v bistvu smo pol lansko leto podpisali pa tole uvedene. In koliko dolgo je trajal ta pol? Mislim, London je tudi bil javno naročilo, a ne? Če se sklepam, in vse skupaj, in glede na to vemo, kako v Sloveniji to traja, je pač tam primerno enako, ta postopek, a ne, da sploh veš, da si noter. Veš kaj, London je bil mogoče malo specifičen, malo smo imeli sreče, ali pa smo ga čakali 12 let. London je imel dejansko nek urgency, da so mogli razpis hitro speljati, ker so imeli obstoječo rešitev, s katero so bili nezadovoljni in so jo mogli zamenjati, ker jim je pogodba potekla. In oni so se spravili v bistvu razpis delati 2021, tam nekje septembra, in potem so do konca septembra speljali razpis in izbrali nas kot zmagovalca. Pa smo imeli pa zelo hud deadline, da smo do julija v bistvu lansko leto šli v živo. In to je kar super. Ko iščete priložnosti, iščete priložnosti, kjer imajo budget, kjer imajo potrebo, da imajo jasen problem, ki ga hoče rešiti, pa da imajo urgency. Ker če nimaš tega urgencyja, potem se vleče. In to ti lahko pomaga malo s kvalifikacijo, in zdaj, če tega urgencyja ni, ga mogoče lahko ti pomagaš zgraditi, ne? Da začutijo urgency, ampak London se na nek način dobro poklopil ravno iz tega. Tako da je bil razpis in na srečo se jim je mudilo, tako da so ga kar hitro speljali. In smo pač tudi v 7 mesecih to zamenjali, pa ne, obstoječo rešitev. To sicer tudi pomenilo za vas pol kar zelo hektično, ne? Lansko leto je bilo kar zabavno. Ja. Ampak, a ste vi vse skupaj tudi sami naredili, ste se mogli povezati z lokalnimi partnerji, tamkajšnjim ekosistemom, pa tako, kako imate, ker mislim, da ni samo vaša rešitev, ki jo rabijo, tam je mož vseeno pomembna interoperabilnost z ostalimi sistemi, ki že obstajajo. Tudi oni imajo svoje lokalne ponudnike, sklepam, če primerjam s tem, kaj imamo v Sloveniji, a ne? In kako ste se pa povezali s temi partnerji? Zdaj, good point. Zdaj, v bistvu, vsaj v tem našem svetu, zdravstvo, kot praviš, je izredno kompleksno in ogromno nekih integracij, nekih standardov. In mi kot Better, naša strategija je, da smo produktno podjetje, kar pomeni, da dejansko nimamo ekipe, ki bi lahko delala velike projekte v smislu nekih storitev, integracij, programiranja, vodenja projektov. In mi smo v bistvu skozi zgodovino, ko smo odpirali tuje trge, vedno iskali tudi različne partnerje. In zdaj, te partnerji so pa različnega tipa, ne? Saj za nas, pa polko, če ste vi vstopali na tuje trge, razmišljate o tem, kakšne partnerje rabite, da vam bojo pomagali s področji, ki ali niso vaš fokus, ali niso vaše strategiji, ali pa jih enostavno še niste razvili. Za nas so na nek način pomembni bili 3 tipi partnerjev. En tip partnerjev je tisti, ki lahko dela neke integracije, pa vodenje projektov, pa ima celovito končno rešitev napram stranki, ker ko si na tujem trgu, zdaj je spet odvisno, kakšen produkt imaš, ampak imaš ogromno uporabnikov. Te uporabniki morajo nekam poklicati in prvič je language barrier, ne, zdaj, angleško recimo v Sloveniji še dobiš, ampak nizozemsko že večji problem. Nemško še tudi dobiš, ampak švedsko, norveško, finsko, nimaš ljudi. Potem imaš malo različne časovne pasove. V glavnem, že samo na tem področju je kup enih izzivov, če hočeš vse to delati sam. Tako da, to je en tip partnerjev, ki smo jih mi iskali. Pol drug tip partnerjev, ki smo jih iskali, so bili partnerji, ki znajo kakšen razvoj narediti, ker mi imamo tudi na nek način omejene kapacitete razvoja in ves čas na nek način iščemo, ali nam kakšno stvar lahko kdo drug pomaga razviti. Tretji partnerji so pa razni konzultanti, ker ko delaš go to market, ta je spet v tem svetu, kjer smo bili mi, je fino, da imaš ljudi, ki govorijo to ali pa pomagajo to tvojo zgodbo širiti, ker če si ti edini, ki o tem govoriš, je to zelo težko, ker pač gleda, da pač dejansko prodajaš. Če imaš stranke, ki so zadovoljne, po tem govorijo, že fino. Če imaš pa še neke konzultante, ki hodijo naokoli in začnejo svetovati o stvareh, ki jih ti delaš, ne nujno o tvojih produktih ali pa konceptih, da začneš graditi v bistvu na nek način nov segment, ker tudi oni s tem služijo, oni v bistvu razlagajo, da je to nekaj novega in potem začnejo stranke to poslušati. No, in
tukaj v Londonu na nek način, da smo prišli do tega, ne, smo mogli, razvoj smo delali sami, no, ampak to, da je London prepoznal, da rabijo v bistvu pristop, ki temelji na tem OpenEHR standardu, da morajo graditi ekosistem ali pa prvo rešitev nad podatki, je veliko pomagalo, da smo imeli stranke, ki so pozitivno govorili o tem, da smo najdeli partnerje kot konzultante, ki so veliko govorili o tem, plus naše primere, ki smo jih mi pičali na raznih eventih. Ko smo pa dejansko mogli to uvesti, nam je zelo prav prišlo, da smo imeli dva večja lokalna partnerja, en, ki nam je pomagal z vodenjem projekta in en, ki nam je pomagal z integracijami, pa smo imeli pa še par malih, ki so v bistvu imeli neke rešitve tehnološke, da nam jih ni bilo treba razvijati, da smo vse skupaj sestavili. Smo pa mogli, ker je bil toliko kompleksen v bistvu ta projekt, mi voditi kot Better iz Slovenije, ker smo imeli celo vizijo v glavi. In to je mogoče tudi eno od izzivov, kot razmišljali, če delaš vse sam, sicer vse kontroliraš, ampak lahko hitro začneš rasti pol v številu zaposlenih, ki je lahko izziv menedžerati, ali pa če so to storitveno usmerjene aktivnosti, pomeni, da moraš imeti ves čas aktivne projekte, ker če nimaš aktivnega projekta, lahko v parih tednih ali pa mestu, če ti ljudje nimajo dela, v bistvu vse, kar si zaslužil, zgubiš, ves margin. Hkrati pa v bistvu, hkrati pa pač moraš se naučiti s partnerji delati, zato ker partnerji, tudi tako kot stranke, ko ti prideš na tuj trg, če ni povpraševanja po tvojem produktu, da bi rekel, ok, naredimo zastopništvo za Better, tle je tak pa tak trg in prodajo naprej, so tudi malo počasni, se ne angažirajo toliko kot ti, ker te je v interesu, da to uspe. In na nek način čakajo do prvega večjega projekta, zato da začnejo investirati. In to se nam je na nek način v Londonu zgodilo. Mi smo imeli stranke, pa smo imeli neke manjše partnerje, ampak te partnerji niso bili pripravljeni za tako veliko stranko. In v bistvu šele, ko smo z Londonom podpisali, ko smo začeli delati, so se tudi te večji malo začeli migati. Ampak ker smo imeli tako striktne deadline, lahko predstavljate, da če bi mi zdaj mogli učiti partnerja, da dela pri stranki, to bi šlo prepočasno. Tako da smo mi prevzeli aktivno vlogo in smo pa na nek način onboardali tega našega partnerja. Tako da to je en element, na katerega morate biti pozorni. In seveda tudi, če delate s partnerji, treba s partnerji res delati. In je treba se postaviti v njihove čevlje, zakaj bi oni hoteli biti vaš partner. Verjetno imajo čisto neke finančne ambicije, pač neke strateške usmeritve od podjetja in tako naprej. Je pa hkrati, tudi mogoče, kar smo se naučili okrog teh partnerjev, ni to zdaj, ko bi človek rekel, silver bullet, da vam bojo pa čarobna palčka, da vam bojo pa vse rešili. Mi imamo kar veliko partnerjev zdaj, kjer imamo zveneča imena in pa ne mislim, da je nič slabega, vse so super, ampak ker njim v osnovi ni to core posel, kar mi delamo, tudi na ta način pristopajo k temu. Tako da pridemo nazaj do tega našega znanja, ki smo ga zgradili skozi vsa ta leta. Mi imamo marsikaj za ponuditi, marsikaj za naučiti, tudi partnerje, tako kot stranke. Tako da karkoli boste delali, če se boste pozicionirali kot nek kompetenčni center, kot nekdo, ki pozna in da znate dober odnos graditi, da res pomagate nek problem rešiti, vas bo stranke cenile, pa tudi partnerji. Ampak jim morate pomagati na nek način, da oni tudi zrastejo z vami in to se ne zgodi čez noč. Tako da naloga podjetja, tudi nas, še vedno je, da tudi kreiramo trg za te partnerje, da naredimo pač neko povpraševanje. Kot dober primer je recimo Katalonija. S Katalonijo smo mi delali vrsto let raznih sestankov, da smo jih v bistvu naučili ali pa da jim razložili, kako digitalizirati zdravstvo na način, da se podatke postavi v središče in se zgradi pol ekosistem okrog podatkov. In ko so dojeli te prednosti, so napisali svojo digitalno strategijo, ki je zahtevala standard OpenEHR in potem so objavili razpise. In v trenutku, ko je Katalonija, ki je velik trg, objavila, da zahteva standard OpenEHR, so generirali nov segment in nov trg. In takrat smo mi dobili ogromno nekih zahtev za partnerstvo, povpraševanj, ampak je trajalo 5-6 let, da smo naredili ta awareness na trgu. In tega partnerji ne bi delali, ker imajo pač neke druge ambicije, neke druge KPI-je. Tako da to je na nek način naloga podjetja. Da je odvisno spet tudi, ker segment se lotiš, ampak za nas je to zelo ključno, ko se lotevamo novih trgov. Partnerji so nam pa pomembni zato, ker, kot sem rekel, mi kot podjetje nimamo dosti ljudi in nam ni v strategiji, da gradimo
services ekipo. Ne. Zdaj pa prej na začetku si omenil, da ste bili konkurenčni, zato ker ste bili predčasni. Ste že razmišljali nekaj, kar se je večina ostalih šele pol kasneje malo zavedala, da pač potrebujemo neko enotno platformo za zbiranje zdravstvenih podatkov in tako naprej. Je pa res v zadnjem času, pač sploh COVID je ful pospešil ta razvoj, ne? Tudi vsi giganti so se, bom rekla, malo začeli škiliti proti zdravstvu, tako kot je Microsoft, prej mogoče niti še ni to, ne? Kako pa zdaj dejansko s konkurenco, bom rekla, kako se soočate s tem, ne? Trg se je malo spremenil v 10 letih, ne? In kje ste zdaj, kje so vaše prednosti, kaj še vidite, zakaj še zmeri, bom rekla, vas pokličejo? No. Hoče z nami delati. Ja, jaz bom šel nazaj na uvodno misel. Prvo kot prvo, ne se bati tuje konkurence. Ni, kar se je izkazalo skozi vsa ta leta, da v bistvu naše znanje, pa izkušnje, pa odločenost in tako je čist primerljiva z mednarodno konkurenco. Seveda so bistveno večji kot mi, kar pomeni, da imajo več kapacitet ali za marketing, ali za sales, ali biti pri strankah, tako da imajo čisti ta volum, ki ga mi kot eno slovensko podjetje mogoče nimamo. Ampak mogoče, če vam dam en tak primer, ki izhaja, pa ne bom poimensko, ampak primer partnerja in primer v bistvu konkurence. Ko smo začenjali v UK-ju, smo vedeli, da bomo rabili partnerja za prvi del, ki ga bomo dobili, ker ne bomo zmogli vse sami, zaradi razlogov, ki sem jih naštel. In smo se povezali z enim ogromnim partnerjem, ki ima globalno, mislim, da zdaj že blizu 100,000 zaposlenih, samo v Angliji so jih imeli več kot 10,000. In prideš vse na prvi sestanek z vodstvom, prideš malo tako, ne, previden, pa mogoče malo ponižen. Ampak tako, ko smo se začeli z njimi pogovarjati, smo ugotovili, da v bistvu mi, kot neko malo podjetje, kjer na nek način smo bili zelo zagreti, da to uspe, smo vedeli bistveno več o tem celi domeni kot oni. Hitro smo ugotovili, da tudi trg zelo dobro poznamo in da znamo marsikjer networking celo sami boljš narediti, kot so ga oni naredili. Še zmeraj smo jih rabili. Potem se nam je recimo ena ta anekdota, to, kar želim z vami deliti, je, kar se je izkazalo, smo bili v Sloveniji, ta partner se na začetku angažiral, je probal biti proaktiven, so začeli spremljati razpise, najdejo nek razpis, nam ga pošljajo na mail in reče, to je nujno, rabimo, to je fit, imamo samo manj kaj en mesec, da pripravimo in oddamo, moramo se dobiti skupaj, pridite v Anglijo, to je bilo tako, čez noč, dobesedno, mislim, da je bil petek, so nam rekli, v ponedeljek smo že mogli biti tam ali pa v torek, se sem. In jaz pogledam tisti razpis in berem, to ni za nas, to nima veze s tem, kar mi delamo in to, kar pičemo. Bilo nekaj na temo zdravil, ampak ne za nas. Ampak oni so pa zbobnali na kup celo vodstvo te UK ekipe, pripeljali so celo enega arhitekta iz Kanade in mi da s Tomažem so rekli, ok, zdaj, če bo pa tak senior meeting, ne, ali da ne bomo rekli ne, pejva. In mi da si lepo kupimo avionsko karto, greva na ta sestanek. In pa se mi izberemo od tega reveža, so pripeljali iz Kanade čez vikend, res senior arhitekt iz Globala je prišel in mi začnemo ta razpis brati in probamo izpolnjevati ta odgovore. In pa ta arhitekt v nekem trenutku reče, pa kaj mi to izpolnjujemo? To nima veze s tem, kar ima Better, pa kar smo mi, to je brez veze, to ni za nas. In mi da s Tomažem, ja, ni. Ampak je bilo dobro, je bila super priložnost, hočem reči, da ne to, da če je velik partner, če ne pomeni, da avtomatsko bolj sposoben ali pa ne, kot si ti. Po drugi strani je bila pa to super priložnost, ker sem imela pa s Tomažem senior stakeholderje v sobi in ko smo mi po pol ure ugotovili, da razpis ni za nas in ker je prišel iz Kanade in ker noben nikamor ni imel zaiti še nadaljnjo urno pa pol, sem mi da to obrnila naokoli in se začela v bistvu govoriti o tem, kaj mi delamo, o tem, kako bi lahko sodelovali in so začela graditi odnos s tem partnerjem za senior stakeholderji, so pač izkoristila sebo pridne. To je bil en tak primer, kako hočem reči, ne se ustrašiti. Drugo, pa ko smo mi pač pičali ta naš produkt za zdravila, se nam je v nekem trenutku zgodilo, da je eno od glavnih konkurentov v Angliji prišel do nas in so rekli, da enostavno ne morejo slediti našemu produktu, da je njihov veliko bolj zastarel in da nimajo ne financ, oziroma nočejo investirati, oziroma nimajo ljudi, da bi to prenovili, da bi bili primerljivi z nami, ker smo jih na parih razpisih pa le premagali, ko smo enkrat imeli lokalno referenco.
in so nas v bistvu sprašali, če bi mi hoteli od njih kupiti celo to njihovo divizijo. Tako da smo dobili tudi neko tako priznanje, pa na koncu se nismo uspeli zmeniti zaradi različnih razlogov. Dobro. Ampak hočem reči tako, da smo imeli tudi take situacije, kjer so dejansko prišli bistveno večji do nas in rekli, ok, ne moramo slediti temu, kar vi delate. Tako da se da. Ampak moraš postrajati, res ne, včasih se ti zdi, vse to ste videli, ne bom ponavljal teh mimo iz LinkedIna in raznih social media, ne, da pač res kje so uspehe za naslednjim vogalom. Ne. To dejansko drži, no. Res ne smeš obupati. Res je tak tek na dolge proge, tudi, ne? Počasi postopoma. Ja, se počasi že bližamo proti koncu pogovora. Že vidim, super zgodba, čestitke. Če ima kdorkoli kakšno vprašanje, kar dajte v chat, bomo pol kasneje z Anžetom se jih lotila na koncu. Drugače pa, zdaj, če pogledava za nazaj, kaj so pol res tiste ključne točke, ko bi jim predstavljal, da se jih morajo pač lotiti startupi, scale-upi, pač vsa podjetja, ki bi želela iti na britanski trg, oziroma ali tudi na splošno, ali se mogoče kakšne mislim, ali se ti zdi, da je britanski ful drugačen od ostalih, razen to, da je na jugu vse hitreje pa lažje, to vemo, da je v posod. Ne, veš kaj, zdaj, ko smo začeli hoditi, ne, na začetku delaš to malo instinktivno in pol s časoma začneš ugotavljati nekaj dobre, kaj funkcionira in kaj ne. Zdaj, par stvari sem vam že skozi ta pogovor probal izpostaviti, kaj je bilo ključno za nas, ampak če vam mogoče probam zdaj na koncu povzeti, kaj smo se naučili, ker mi smo na nek način sistematično smo odprli UK trg, mi smo ravno tam okrog, ko se je COVID začel, se pravi 2020, smo se odločili, da pač sami iz Ljubljane tega ne moramo več voditi, ker je nas malo prerastel in smo odprli lokalno pisarno in smo postavili tam managing direktorja, ki je vodil lokalni office in je začel graditi lokalno ekipo in pač širit posel. To je mogoče nazaj, Rebeka, tudi na to, ko si me prej sprašvala, kakšen vpliv je, ker smo Slovenci. Vseeno vedno pomaga, če imaš nekega lokalca. Tako da ta partnerstva pa te konzultanti lokalni na nek način ti dajo kredibilnost. Sej do neke mere prideš, ampak to pomaga. Se pravi, sistematično odpiranje trga, pa smo to ponovili v Nemčiji in zdaj na nek način delamo to na Nizozemski. Ostale trge imamo še zmeraj tako po eno stranko, ki nam sicer da neko kredibilnost, nam da neko referenco, ampak za vas tako kot take away, kaj zares funkcionira. Zdaj, se pravim, jaz poznam healthcare industrijo, pa poznam ta business to business. Zdaj, odvisno, kje ste vi, ampak jaz mislim, da te koncepti, ki smo se jih naučili, jih lahko na nek način prilagodite. Zdaj, 3 stvari so bile ključne za nas in zdaj vidimo Nizozemski, ko delamo na ta način malo bolj strukturirano na podlagi vsega, kar smo se naučili, smo na nek način to isto delali tudi v Angliji in vseh ostalih trgih. Se pravi, eno je, definitivno ne smete delati to remote. Pač, če se odločite za nek trg, skladno z budžetom ali pa resursi, ki jih imate, pač pejte morate iti ven. Ne smete to delati samo remote. Morate se pogovarjati. Pogovarjate se z različnimi ljudmi, razumem, da vas bo verjetno gnal nek sales, ampak salesa ne bo, če se ne boste pogovarjali tudi z ljudmi, za katere direktno ne boste vedeli, ali je nek opportunity ali ne. Zakaj? Zato, ker ne pozabiti, da je pač svet se spreminja in po eni strani, ko se z različnimi stakeholderji pogovarjaš tudi s takimi, ko niso stranke, gradiš nek awareness, treniraš svoj pitch, dobivaš informacije, ljudje poznajo ljudi in ko ti govoriš o svoji zgodbi, če drugega ne, marsikdaj se mi je zgodil, sem bil z nekom na kavi, ki ni bil, nikoli ne bi bil stranka, ampak skozi naš pogovor mi je pa povedal ali pa povedala, imam pa kolega ali pa znanca, ki točno s tem ukvarja, dajva jo bom povezal. In ta osebna povezava je vredna bistveno več kot kjer LinkedIn Connect, kot kjerkoli v bistvu tak cold reach out. Če te nekdo priporočil, da je poslal mail, je bilo zelo vredno. Tako da moraš imeti na nek način nekoga, ki ni nujno sales, ki ima neke sales gole, ampak je bolj kot business development, ki gre na take sestanke. Drugo, kar ti to da, je to, da ljudje menjajo službe. In če se ti danes enkrat z nekom pogovarjaš, ki je mogoče nek konzultant ali pa samo nekdo, ki je v tvoji domeni prisoten,
lahko ima jutri službo na vodi nekega direktorja, svetovalca in ker si zgradil odnos, ker si bil na nek način z njim, ko še ni bil na poziciji, imaš tako drugo kredibilnost in ga lahko pokličeš, to se nam je tudi zgodilo. Ampak to je ta takeaway, tako kot summary. Drugače pa market entry zgleda tako, go to market, ne vem, koliko ste že kaj gledali, imaš ogromno neke teorije, kaj vse je treba narediti in to na koncu je to nek papir. Zdaj, ja, super, ampak to se bo zgodilo kasneje. Najprej moraš ti iti na trg zato, da dobiš občutek v bistvu za ta trg. Imaš neko idejo, kaj tvoj produkt je, ne čakati, ne želeti imeti popolnega produkta, slideware gre zelo daleč, tako kot sem rekel, naša zdravila, ko smo šli na trg, smo bili na 10%, to, ker smo dobili prvo stranko, smo bili mogoče na 50%, preden smo podpisali, pa prišli do go live, smo bili na 70 ali pa 80% in smo začeli z oddelki, ker niso rabili vsega in šele čez 2 leti, ker je šla cela bolnica v živo, smo mi doprogramirali, kar nam je manjkalo. Tako da ne se tega bati. Plus, niti ni nujno, da veš vse, dokler produkt ni v uporabi, niti ne veš, kaj ne veš. Tako da pejte, pogovarjajte se. In koliko se pogovarjaš, pa spet za naš posel, mislim, da bi tudi za vas veljalo, je pa na 3 nivojih se treba pogovarjati. Sploh mi, ko vstopaš na nov trg. Eno se moraš pogovarjati s končnimi uporabniki, zato da vidiš, a imaš product market fit, a res rešuješ problem, da dobiš buy-in od končnih uporabnikov, da ima radi tvoj produkt, to rabiš. Drugo se moraš pogovarjati z high-level stakeholders, decision makers. Za nas je zelo pomembno z ministrstvom, z standards bodies, zato ker oni so tisti, če razumejo, kaj delaš, če poznajo tvoj brand, recimo, ko se bo uporabnik odločal, bo mogoče to še en faktor, ker če brand ni prepoznan pri high-level stakeholderjih in bo uporabnik prišel, to hoče imeti, v te high-level stakeholderji rekel, kaj so to za eni, dajmo ne. Če te pa že poznajo, če so te videli, če so nekaj slišali o tebi, če so se s tabo pogovarjali, pa saj ne bojo rekli ne, pa dobiš mogoče nek tihi buy-in, tako da ta high level je zelo pomemben. Potem je pa še ta nek middle layer, to so pa te razni partnerji in konzultanti, s tem je treba delati, ne boš imel direktno posla z njimi, ampak ko pa dobiš posel, ali pa da ga lažje dobiš, rekel različni tipi partnerjev, ti bojo pomagali na različne načine na trgu. Se pravi, od konzultantov, ki bojo govorili o tebi, pa ti pomaga na nek način brand graditi, do v bistvu nekih partnerjev, ki jih boš rabil za to, da ko dobiš deal, da ti pomagajo to implementirati, do potencialno nekoga, ki ga, ne vem, vzameš, da ti dopolnjuje to, kar tebi fali, recimo, ne vem, če nimaš business development, marketing kapacitet, si lahko tudi pomagaš ali pa implementacijo in tako naprej. Tako da ta na nek način trojnivojski pristop zelo dobro funkcionira in to smo delali v Angliji, to smo delali v Nemčiji, zdaj pa sploh nizozemsko in zelo dobro funkcionira. In skozi to ti na nek način dobiš uvid v trg in potem pa lahko začneš delati go-to-market strategijo, ker ti hočeš priti do trenutka, ko lahko, se pravi, moraš priti do nail-it momenta, da točno veš, kaj trg rabi, da točno veš, kaj je tvoj product market fit in ko to veš, lahko pa, se pravi, to je ta nail-it, pa lahko scalaš. In del go-to-marketa na začetku je točno to razumevanje trga in pol priprava go-to-market strategije, se pravi, kaj boš prodajal, komu boš prodajal in pol skozi kakšne kanale. In pol lahko narediš zelo operativno strategijo za marketing, za sales, za business development, ampak na začetku imaš neke domače naloge in to ni izpolniti tisti word template ali pa tisti slide deck, ampak je v bistvu iti res na trg. Ful pomaga seveda, če si malo prebereš o trgu, da veš, kaj trg razmišlja, kje je in se pol kot nek influencer pozicionirati in ugotoviti, kako trg dejansko diha in pol iz tega narediti go-to-market strategijo. Je pa res, da to lahko traja. Zdaj pač nek tak trg, 1 leto, leto pa pol, da prideš do prve stranke, ko imaš enkrat nek brand. No. Pa izkoriščati reference, domači trg je sigurno pomemben, pa tuje reference, čim večkrat poskrbeti, da se potencialna stranka z obstoječo stranko dobi. Da se pogovarjajo brez tebe v sobi ali pa da povabite jih v Slovenijo. No, to so neki taki triki, ki se nekaj obnesejo, pa ki sem jih hotel z vami deliti. Super. Upam, da še vsi ostali tako pišejo zapiske, ko jaz zraven. Zdaj pa čisto na koncu me samo zanima še vaše načrte, vizije za prihodnost dejansko. Kam je usmerjen Better? Pač mi imamo seveda ambicije biti globalno podjetje. Idealno bi si pa želeli, pač ta naša platforma in ta zgodba o ekosistemu uspe
Izkazalo se nam je, da pač ta ideja, da smo mi produktno podjetje in gradimo ta ekosistem, je nekje, kjer želimo končati. Zdaj smo vedno bliže temu, nismo še tam, naučiti se moramo delati ekosistem, želeli bi se pa tudi, da v ekosistemu začnejo različni deležniki med sabo bolj aktivno sodelovati in generirati tudi neko vsebino, ki jo med seboj izmenjujejo. Pa seveda to za sabo potegne tudi, kako se greš product development, naučiti se moraš reči ne. Vsaskrat imaš neko priložnost na mizi, ki se ti zdi super. To ste tudi že stokrat slišali, samo vam povem, imam rane od tega, ko smo kdaj rekli ja, pa bi mogel reči ne. Ampak pač ne veš, včasih rečeš ja, zato ker pač moraš reči ja, ker si tudi v situaciji, ko pač moraš narediti nek posel, ker na koncu leta vsem moraš imeti pozitiven bilanco, ljudem je treba dati plače, tako da ni enostavno, no. Ampak ja, tako imamo pač, se pravi, želimo biti podjetje, ki gradimo ta ekosistem v zdravstvu in verjamemo, da je to nekaj, kar bo tudi zdravstvo dvigano na nek nov nivo in da bodo končni uporabniki dobili neke rešitve, ki jim bodo dejansko pomagale na dnevni ravni, ne da imajo samo neke sisteme za administracijo in pa obračun. To je res dobro slišati, sploh, ker v Sloveniji ste en naših glavnih partnerjev, ko pomagate, da se v Sloveniji povezuje, gradi naprej, podpira, deli prakse, tudi med, bom rekel, veliko podjetje pa malo podjetje. Mi sploh, ko imamo v našem, mislim, kot Digital Innovation Hub, se v glavnem ukvarjamo s startupi, se mi zdi, da je zelo pomembno to deljenje izkušenj pa povezovanje. Ja, absolutno. Mislim, hvala tle, Rebeka, da si me povabila, z veseljem delim to, če bi kdo imel še kakšno vprašanje, bolj konkretno, imate moj kontakt, kontaktirajte me, pa absolutno pomagam, koliko le lahko. Imam še eno kratko vprašanje, vidim, da je naš Jernej vprašal, kakšen je bil pa kaj učinek na ekipo, a se je spremenil kaj ponos, pripadnost, zdaj, ko ste že po tolikimi uspehi, kakšni so kaj učinki? Ja, mislim, sigurno se ti fino zdi in tudi ekipi se zdi super, ko delujejo na nekih takih projektih. Zdaj, te pozitivni učinki, ja, trajajo, ampak se posod, tako kot vedno, imaš nek ups and downs. Mislim, da ključno, kar pri nas je, en element je to, kar delamo za zdravstvo, je vse to, kar delamo, ima v bistvu zelo konkreten pozitivni učinek ali za medicinsko ekipo ali pa za paciente. Tako da na nek način je vsem, ki pridejo tudi k nam, jim je v velik izziv ali pa ponos, da to, kar delamo, ima nek rezultat, ki je koristen za družbo kot celoto, ne. Tako da, kar se je spremenilo mogoče kot podjetje, mi, ko smo začeli 10 let nazaj, prvič ekipa je bila takrat, ne vem, 5 ljudi ali pa mogoče 7, in smo delali predvsem neke projekte, do tega, da nas je danes nekje že 170 globalno. In tudi zdaj smo produktno podjetje, kar pomeni, da smo se mogli drugače organizirati, spustiti moraš neke stvari, ker prej je bilo to tako, si delal vse, od produktnega vodenja do marketinga, do salesa, do demonstracij in pač zdaj, ko rasteš, ne moreš in moraš pač zaupati, najdeti ljudi, ki področje obvladajo, jih ustrezno onboardati in jim pač zaupati, da bodo delali svoje in se moraš naučiti delati bolj povezano, pač vsi skupaj smo na ladji, ne. Tako da koncept podjetja se je seveda spremenil, pač čisto druge neke funkcije, organizacijsko, in ta scale ni enostaven, no. To moram reči, da ko enkrat priješ, mi smo med covidom, se mi zdi, da smo agresivno začeli rastati, smo takrat vzeli 50 ljudi v službo v enem letu, to onboardati in jih odpeljati je bil izziv, to nam je vzelo veliko časa, no. Tako da pol tudi HR dobi svoj pomen in ga moraš uvesti, ker prej pač to delaš tako, ne, rabiš nekoga, pa ga poiščeš ali pa daš razpis, pa ga sam intervjuješ, ampak pa se treba začeti z ljudmi ukvarjati, zato da so zadovoljni, pač priješ do tega leadershipa, ne, ki ste se verjetno prej o tem tudi pogovarjali, ni dosti, da je tvoj pitch, da je plača 15 v mesecu ali kadarkoli že pač je, ne, ampak kaj vse, pač treba poskrbeti, da ljudje dejansko tudi rastejo, ne, ker sploh, ko mogoče mi, ko smo bili od začetka zraven, nam je to neka posebna, mislim, smo čustveno udeleženi, mi smo to ustvarjali, naš drive je že to, da pač smo, kjer smo, da smo prišli do tega, kjer smo in nas je to veselilo, zato smo to sploh delali, ampak ko pa dobivaš nove ljudi,
pa niso rastli gor, ne, in so pač pridejo k tebi v službo, ker verjamejo, ampak je treba poskrbeti, da dejansko njim tudi je zanimivo, da bodo oni tudi rastli, ne, in jim moraš dati priložnost in ustvariti okolje, v katerem dejansko tudi lahko pol rastejo in se učijo, in jim je pač njim neki izziv, ki ga pač imajo, ne. Tako da ja, je veliko sprememb, no. Odlično, ful hvala. Ja, zdravstvo je tudi na konec koncev smo pa čisti pacienti, tako da čistila vaša ekipa, moja ekipa, ne, tako da dejansko, če imaš možnost, Veliko da prej. nekako aktivno vplivaš na razvoj zdravja, ker je tudi tam sebi dejansko delaš v prid, ne, in zaradi tega se mi zdi, da je še toliko močnejši zanos v teh ekipah, da se spreminja, da se transformira dejansko naše področje.